Jaz se že cel dan tle sprehajava, kljub temu, da so imela kar dost začakati za te papirje, da so se prijavila, pa še eno težavo malo, tako da bova jutri naprej rešila. Medla so pa tamle naravnost na sidru, v tistem zalivu. Tole je pa čovn, s katerim veslajo čez Atlantik, ko tekmujejo. Da noter imajo se za skrit, vesla, s tem pridejo čez Atlantik. Telefon so pa ven vzel. Tole je pekarna, šla pa Alija pogledat. Evo so se počasno hodila tale po marini pa po tej okolici. Zdaj greva pa še na konec tega dela otoka, eno špico. Če bo prišla do tja, mislim, da je ena potka, da vidim kakšen lep razgled. Potem pa se bo vrnila na Jadrnico, bo imela kosilo. Pol proti večeri mislim, da bo dobila pa en obisk. Sva spoznala zdaj tukaj enega Slovenca, mislim, nismo ga še, samo preko interneta. On dela danes tukaj. Ko bo končal se jav in pride k nama na kavo. Glavno, tukaj na sidru naj zdaj stane 230 karibskih dolarjev, kar ni malo, zato bova samo 2 dni tukaj. Danes smo itak cel dan porabila za ta sprehod pa prijavo. Zdaj imamo pa še težave nekaj s plačilom s kartico, tako da bomo mogli še jutri nazaj prideti. Jutri greva še malo pogledat, če je kaj zanimivega, potem pa bova štartala naprej v Botoku. Pa bo sproti raziskala, kje je lepega, pa kje se splača sidrati. Otok ni vulkanskega porekla, ampak je velika plenčastega, zato ga veliko spodjede erozija. Ko se vidi po skalah, se kar lukne noter, se razpada. Tim je ta naravnost, ker je katamaran Pelikan malo levo je Timi.
Ja, morski pes. Mi so se danes malo premaknila naprej v obali par kilometrov, so zasidrala tamle v zalivu, na tem pomoru so zdaj dingija pustila, in so pa tle en tak resort lep, zastonj free wifi, tako da se ga pa malo tle sprehoditi, da vidijo, če kaj je zanimivega, jutri pa potem nadaljujejo naprej. Da se pa lahko zdaj uležeš, použivaš pod streho. Če bi šel kdo na Antigvo, tako izgledajo ti apartmajčki, v neposredni bližini, nobene gužve, par jadrnic si tamle na sidru. Tule so sobrce, glavno lepo. Če imate bolj radi mir pa tišino. Voda tukaj je topla, plitva, tam okoli 3 metre ima samo, tako da fajn za kakšen kratek dopust. Imajo tudi svoj bazen, bar. Tukaj direkt je pa Tim na sidru. Ti je všeč? Za en teden bi bilo. Kaj pa za en dan? Greva naprej. Mi da se pa sprehajava, še tle po eni potki v obali. Ja, ti so sami kaktusi dejansko. Tako da jih je polno. Morate malo paziti, ker imajo bodice. Tako da, če ne boš pridna, boš dobila kaktus. Imam rada kaktuse. Ja, se na tak način, ko ga boš dobila. Ja, če pa taka v redu potka, sicer vse povsod tam okoli na odprtem morju pada, je čisto zaprto, tako da upam, da naj ne bo glih kakšen dež dobil. Mislim, da smo na pravi poti. Natalija bi rada tele kaktuse. Evo, da ga kar vzamem. Je začel pa dež padati, da strehe ne bo imela in bova mokra. So lepi kaktusi. Tako izgleda, ko bi po kakšnem botaničnem vrtu hodila. In tukaj nekih rož pa kaktusov pa vsega. Po moje tisti hrib tam je gor naravnost, ta hil. Že 2 dni imam zdaj vnetje oči, eno noč sploh spal nisem, tako da sem mogel celo en tablet proti bolečinam vzeti. Tudi me je bolela glava, pocukalo, zdaj pa nosim tele dioptrijske očala s klipom za sonce. Vsak dan si dajem kapljice, takrat na dan v očesa, tako da gre na boljš, tako da kakšen teden bom mogel brez leč. Sicer to pomeni, da se zdaj ne morem potapljati, zdaj ker imam kar dosti veliko dioptrijo in potem nič ne vidim. Evo, na odprtem kar pada dež, drugače pa ta zaliv so ful, je v bistvu plitev. Sem tam med 2,5 do 3,5 metre globine, tako da moraš kar malo paziti, ponekod še manj. To so kakšne čeri noter, kamni, vse sorte. Zdaj pa bo nadaljevala po poti naprej. Da vidimo, če bo res kakšen lep razgled našla. Drona nimam danes s sabo. Je pa res polno teh kaktusov. Natalija me je prepričala, da sem skopal en majhen kaktusek, tako da ga bo vzela s sabo na jadrnice in ga bo posadila v lonček od jogurta. Tako da, ja. V glavnem te take so bolj okrogli, sem jih prele posnel. Tak bolj čist mečken je,
dosti je. Večjega ne bova jemala, čeprav Natalija bi vzela tle pol stvari, pol rož, pol vsega. Nadaljujeva po tej poti. Mala sreča, samo vsake tukcajta par kapelj pada, tako da nisva nič mokra. Bova pa malo mokra od vlage in vročine, ki naj obdaja. Tle na Karibih je res skos, tam 28-29 stopinj, vlage če 60%, tako da je kar toplo. Treba je paziti, tele kamni malo drsijo. Posebno zdaj, ki je par kapelj dežja padlo. No, v glavno, en tak mečken kaktus te vrste sem skopal, sem da je res manjši. Se je res zanimiv, tak čisto ena žoga je z budicami. Eni imajo potem tle zraste ta rdeč del, rdeč cvet. So pa ostre budice, fajn, dolge 3-4 cm tudi, tako da so ko šivanke. Evo, to je pa na odprta stran, zdaj pa že kar piha. Izgleda že bolj tako kot v kakšnih planinah. Evo, naj je dobila ena nevihta, tako da vidriva, jaz sem tle v zavetju z enim kaktusem, Natalija je tam za drevesom. Tam naprej, ko sem gledal, čist je zaprto, tako da pada, tako da bo nekaj časa počakala tukaj, pa bom pa kar nadaljevala, upam sem, da nam preveč mokra. Sicer nerodno sem zaradi telefona pa takih zadev, da ne bi zmočila, za majice so že posušila in medva tudi. Pa so počakala, da je šel glih mim, nekaj ne pada, fajn, tako da niso zelo mokra. Je pa polno teh kaktusov. Italija je čisto navdušena, sem bi mogla imeti po moje kakšno tovorno ladjo, tudi bi ona stvari speljala. Tle se vidi, da piha, so pitvine, se pol delajo tele valovi. So začeli pa kar vzpenjati. Nataliji drsi, ker niso obuta glih najbolj. Ampak očitno se je sezula, pa je bosa naprej. Če bi se igral preživljanje v naravi, bi ziher za prenočevati izbral. Shit, sem pa zadev eno špico. V glavno bi zadev, izbral za prenočišče tolele, tele skale. Lepo ravno je, nič se ne kruš. Super je, evo ti. Tako bi še ogenček v enem bogalu zakuril. Gre dosti veliko. Glavno krasen pogled, na suhem si. Pa še dobro signalizacijo bi imel za ladje, ki grejo mimo. Ne vem, če je glih najbolj pametno, takole obut tukaj le plezem. Je malo spolsko, ampak pogled je pa lep, ful so mi te všeč tele skale, pa te kaktusi. Ne vem, kje je Natalija. Natalija! Tukaj nekje pod mano. Glavno sem čisto navdušen. Sem ne vem, ali je to zdaj vrh, ker ne najdem nobenih markacij, kje se gre naprej, tako da očitno je to vrh. Čedalje lepši razgledi. V tem zalivu tle čez malo pa medva timija. Je pa lep razgled, se je splačalo prideti. Vrhunsko. Kaj pravite na tole, Si pa tudi ne predstavljam, kako je, če dol padem. Tim je tam, ki je ta zadnji katamaran pred njim. Pa malo bolj na široko moram stopiti, ko pride sunk. To zna hitro obrniti. Vidim še, kako tle izgleda, super. Glavno, to je ta zaliv, danes bova tukaj. Potem pa nadaljujeva tam naprej. Tam je ena jadra, oziroma tle, ko je sončni odsev. Tukaj je pa rif, tako da bova mogla iti po zunanji strani ali pa čisto po notranjih, je 6-7 metrov globine.
V bistvu tle je od spodaj en resort, pa tle je eden. Drugih stvari ni, zato tudi ni nekih jadralcev tukaj. Glavno mesto je potem tam naprej, ki bo pa v naslednjih dneh prišla do tja. Je pa počasi glavno okoli Antigve. Potem pa naprej na Barbudo, potem pa se bo odločila kam naprej. Imava še 2 meseca časa, tako da nekaj bova še videla v tem času. Tokrat nama ni uspelo ostati suh, zdaj že tretjič v dolino zaliva. Mogel sem vzeti 2 kaktusa, sva čist mokra, tako da to bo to po moje za danes. Skiperka me pele nazaj na jadrnico. Evo, želva tukaj od spodaj. Jaz jo vidim, verjetno na posnetku se ne bo videla. Malo bi jo zbila.